Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman in sem življenjski in osebni trener. Zelo pogosto vprašanje, ki ga dobivam, je, kdaj je pravi čas za spremembo. Stranka me pokliče, pogleda v njeno situacijo in potem rečejo, sedaj je bilo pa treba nekaj narediti. In potem mi stranka reče, veš Miran, super, tako sem vesela, da sem prišla do tebe, tako sem vesela, da obstaja možnost, da lahko nekaj naredim na sebi. Ampak veš, nekako čutim, da nisem še pripravljena. Ne vem, nekaj tukaj nisem še pripravljena. In potem se vedno zamislim. Dejansko je vedno tako, da stranke pridejo do mene. Tudi če jih jaz iščem, potem v končni fazi stranke pridejo same do mene. To pomeni, da te stvari niso od mene odvisne. Rodimo se pač na ta svet, zato ker imamo določeno poslanstvo in naše najbolj pomembno poslanstvo je, da se razvijamo. In naš razvoj pač ne odrejamo sami, ampak nam odreja vesolje. Si zamislite, da bi naša, 5-6-letna deklica rekla na koncu 1. razreda, mami, a veš, jaz pa nekako ne čutim, da bi šla v 2. razred. Pogrešala bom sošolke, tam se je še kaj zgodilo. Mislim, da še nisem pripravljena. Isto je z našim življenjem. Dostikrat srečam stranke, ki se ukvarjajo 5, 10, 20 let z eno dejavnostjo in potem je vse kaže, da so pripravljene na nov korak, da naredijo novo poglavje v življenju. In potem, ko se pogovarja, ti veš, nisem še pripravljen. Ampak v življenju je tako. Koga briga v bistvu, ali si pripravljen ali nisi pripravljen. Življenje nas pač poriva naprej. In življenje hoče, da se razvijamo. In življenje nam daje majhne na začetku in potem vedno večje spodbude. In če mi lahko, oziroma če smo sposobni, da beremo te znake, potem vidimo, v katero smer gre življenje. To pomeni naslednjič, ko se začnete spraševati, kdaj je pravi čas za spremembo? Danes, v tem trenutku. Kaj lahko narediš danes? Že ko razmišljaš, da bi bilo dobro, da nekaj spremeniš, da se odločiš, da greš naprej, da pač začneš z neko dejavnostjo. Prvi korak je, kaj lahko naredim danes. Danes imam moment. Včasih, iskreno povem, stranka sprašuje za trening pri meni. In prva stvar, ki ji reče, najboljša stvar, ki jo naredite danes, je, da danes takoj vplačate. In potem stranka me gleda in reče, njemu je pa samo za denar. Denar bo prišel od tebe, a od nekoga drugega. Glede denarja, to je spet ena zadeva, na katero jaz nimam vpliva. Ampak tisto, da se odločiš in vplačaš danes, pomeni, da si se danes odločil. Pomeni, da si danes naredil prvi korak. Če hočeš shujšati, kaj je prvi korak? Magari si kupi superge. Naredi si plan, pripravi si športno opremo, hlačke poleg postelje. Prva stvar, ki se zjutraj zbudiš, je, da pogledaš, kaj pa te copate delajo poleg moje postelje. Ok. Včeraj sem se odločil, da danes začenjam ne s tekom, ampak vsaj z hitro hojo. Vse v življenju je tako. Vedno, ko začutite, da bi morali nekaj spremeniti, ne sprašujte, ne komplicirajte, ne kalkulirajte, kdaj je pravi čas, a je danes, nisem še pripravljen. Absolutno si pripravljen, nimam denarja. Če je stvar prišla pred vas in čutite, da bi morali narediti, potem so okoliščine vedno prave, da greste v akcijo. Seveda je majhen test in pri strankah je vedno test, ali nimajo časa ali nimajo denarja. Oziroma mislijo, da nimajo časa in mislijo, da nimajo denarja. To pomeni, vedno, ko se znajdemo pred zelo pomembno odločitvijo, nas vesolje na nek način testira. In ta test pride, ali smo resnično odločeni, da gremo, da se odrinemo, da začnemo. To pomeni, vedno, ko začutite, da bi morali nekaj storiti, je pravi čas. In tudi, če na začetku zgleda, da nekaj ni, pač ali ni denarja, ali ni časa, druge stvari ponavadi ni, so vse, ok?
pomeni, da vesolje od nas pričakuje, da bomo našli pot čez to oviro in potem se odprejo tudi vse ostala vrata. In tako kot naši malčki, ki so pred kratkim začeli šolo, mama, ne bi še šel v 2. razred, nisem pripravljen, isto je z nami. Mama, nebeški ata, nisem še pripravljen, ne bi še šel naprej v življenju. Vesolje pravi, vse bo v redu. Ti se samo odloči, samo začni in potem se bo vse odvijalo. Želim vam veliko uspeha in se slišimo. miranpetrovan.com za več informacij, za več spodbude in za več treninga.